Zadnji dogodki, povezani z odločitvami Ustavnega sodišča o prepovedi uporabe obveznih navodil za izvajanje državno-tožilskega reda, kažejo na vse prej kot strokovno delo Ministrstva za pravosodje. To velja še posebej, ker to ni prva lekcija, ki jo je minister v tem mandatu dobil od sodstva. Tudi pred nekaj meseci, ko je poskušal Ustavno sodišče obremeniti z interpretacijo zakona o državnem tožilstvu, se je zgodilo podobno. Prav tako, ko je šlo za spremembo kazenskega zakonika, ga je praktično vsa stroka opozarjala na nepotrebnost in celo nekonsistentnost in škodljivost take spremembe kazenskega zakonika. Od vladne službe za zakonodajo do zakonodajne pravne službe Državnega zbora do občne seje Vrhovnega sodišča in nazadnje celo Ustavnega sodišča je bilo podobnega mnenja, da takšna sprememba ni potrebna. Tudi zadnji dogodki, ko gre za nek ping-pong med odvetniško zbornico in pa ministrom za pravosodje glede spreminjanja odvetniških tarif, kaže, da je bila sprememba zakona o odvetništvu, s katero se je tako hitelo v začetku mandata in se je utemeljevalo s povečevanjem pravne varnosti, pravzaprav popolnoma nepotrebna. Namreč odvetniška tarifa, ki je bila jedro spora med odvetniki in pa takratno Janševo vlado, še vedno velja. In za povrh vsega jo minister sedaj niti ne želi spreminjati. Zakaj potem ta sprememba zakona o odvetništvu sploh potrebna? Po drugi strani pa pomembne zadeve stojijo ali pa se premikajo zelo počasi. Naprimer, nadaljevanje informatizacije sodišč, zlasti audiovizualna snemanja glavnih obravnav, projekt, ki je bil začet v prejšnjem mandatu, ki bi pomembno skrajšal sodne postopke, se ni v tem mandatu začel niti v testni fazi na sodišču v Mariboru. Stanje na področju učinkovitosti izvršbe je druga stvar. Tam nov zakon še ni sprejet, sprejeti pa so bili neki kozmetični popravki, na katere pa stroka v strokovnih revijah, tako teoretiki kot praktiki opozarjajo, da pravzaprav sploh niso bili potrebni. Tretja stvar je področje učinkovitega varstva oškodovancev v primeru ugotavljanja zdravniških napak. Poznamo primer Šilih, kjer nas je Slovenijo kot državo Evropsko sodišče za človekove pravice opozorilo, da nimamo učinkovitega pravnega varstva v teh primerih. Vendar projekti v zvezi s tem na Ministrstvu za pravosodje po našem vedenju sploh še niso začeti. Obstaja še vedno sistemsko tveganje v primeru masovnih tožb sodnikov. Zgodba, ki se je pred časom sicer končala, se je razpletla, vendar pa tveganje za takšne primere obstaja. V Sloveniji še vedno nimamo, niti se še ni začel postopek za odpravo teh sistemskih tveganj za zagotovitev pravice do nepristranskega sojenja v primerih, ko gre za takšne primere sodnikov. Imamo občutek, da potem, ko se je zgodba končala, da je minister se s tem zadovoljil, kar seveda tudi ni čudno, kajti k tej zgodbi, da se je sploh začela, je v času, ko še ni bil minister, iz drugih interesov pomembno prispeval, vendar sedaj, ko lahko v miru pripravimo sistemske rešitve, se o tem ne govori več. Naslednja stvar so transparentnost obravnave posameznih sodnih zadev, ki bi se zagotovile za javnostjo sodnih vpisnikov, tudi na tem področju se ne dogaja ničesar. V prejšnjem mandatu je bil začet projekt Lukenda, imamo pa občutek, da z spremembo oziroma z uveljavitvijo zakona o alternativnem reševanju sporov, ki za državo predpisuje obvezno mediacijo, da se bodo ustvarili prav nasprotni učinki, saj se bodo na ta način sodni postopki zavlekli vsaj za 3 mesece, kar pa je popolnoma nasprotno od želja in projektov Lukenda, da se zmanjšajo sodni zaostanki. Ravnanja ministra za pravosodje tako ne kažejo na kakšne bistvene reforme v Sloveniji na področju povečevanja pravne varnosti, odprave sodnih zaostankov, zagotavljanja pravice do nepristranskega sojenja, ampak kvečjemu nasprotno. Je pa nekaj pri vsem skupaj zagotovo tudi dobrega. Namreč na primeru zadnjih odločitev sodišč, ko so presojali ravnanja ministra Zalarja,
je sodstvo dokazalo svojo nepristranost. S tem pa to pa zagotovo vpliva tudi na povečevanje ugleda sodišč. In če minister Zalar žrtvuje sebe za to, da bo povečal ugled sodišč, potem mi to žrtev sprejemamo.